Ideja je rasla in ideja je obrodila sadove, tako so letos že kateri okusi Bleda? Drugi okusi Bleda, lahko rečem, da pričelo se je s knjižico Okusi Bleda v restavracijah. Knjižica je bila odlično narejena leta 2011, potem pa so sledili vse te akcije, tako v Sloveniji z tedni restauracije, kot tudi odličen projekt Radovljice. Na to smo pa tudi mi rekli, gremo iz papirja direktno v akcijo in mislim, da se je obrestovalo. Koliko restauracij sodeluje že in koliko jih je bilo prvič? Prvič jih je bilo 6, letos jih je ponovno 6, kajti prav to so te restauracije, ki lahko pokažejo res vrhunsko kulinariko na Bledu. Ste se odločili prav zato za okuse Blede zaradi lokalno pridelane hrane iz domačega okolja? Tukaj moram reči, da je tudi ta lokalna hrana v domačem okolju izjemno pomembna. Lahko priznam, da imamo s tem sedaj seveda še tiste povojne, kako bi rekel, težave, ampak počasi na tem gradimo in seveda tudi promoviramo čim več lokalne hrane. Mislim, da je to začetek, nismo na koncu. Kako vi ocenjujete ta projekt Okusov Bleda? Okusi Bleda, če smem povedati, je 3-nivojski projekt. Poletni čas od maja do konca septembra Okusi Bleda na Jezerski promenadi, street food, nato premium produkt Okusi Bleda na gladini Blejskega jezera za višji turizem, za tuje goste, petičniče, milijonarje, če želite. Na koncu pa Okusi Bleda v restavracijah, predvsem za domače goste, da okušajo vse, kaj ima Bled na voljo. In nekje sem slišala, da lahko Okusi Bleda tudi na sami Pletni. Tako je, to je to, ko sem govoril, Okusi Bleda na gladini Blejskega jezera, gre za premium produkt, višji cenovni razred, saj to je produkt unikum, bi rekel. Vožnja s Pletno, obisk otoka, vmes pa kulinarika, izbrana tega ni na svetu, posebej pa ne na Bledu, ki je unikat.